Pogajanja za vstop Slovenije v Evropsko unijo so se začela marca 1998 in zaključila decembra 2002 na Danskem. Slovenija je morala izpolniti določene pogoje, ki jih Evropska unija postavlja vsem državam, ki si želijo vstopiti v povezavo. Imenujejo se kopenhavenski kriteriji, določeni leta 1993. Kandidatka za Evropsko unijo mora zagotavljati demokracijo, pravno državo, človekove pravice in zaščito manjšin, delujoče tržno gospodarstvo in sposobnost konkurenčnosti na trgu unije, sposobnost prevzeti obveznosti članstva, privrženost ciljem politične, ekonomske in monetarne unije. Ob vstopu v Evropsko unijo je Slovenija dobila tudi svoje evropske poslance, ki interese države zastopajo v bruseljskem parlamentu. Eden prvih evroposlancev je bil tudi Lojze Peterle, ki je prepričan, da je bil vstop Slovenije v Evropsko unijo nujen. Takrat smo si želeli varnosti, gospodarske rasti, boljše možnosti za mlade in seveda demokratično prihodnost. Peterle 18 let bivanja v Evropski skupnosti ocenjuje kot pozitivno. Za slovensko gospodarstvo je bilo vsekakor pozitivno, da se je vključilo v skupni trg. Slovenija ni napredovala samo gospodarsko, ampak se je vključila tudi v znanstvene in druge projekte, tudi v program Evropske vesoljske agencije, da ne govorimo o možnostih študija za mlade. Bruselj pa ni kriv za tisto, česar ne naredi slovenska politika doma, mislim še posebej na zdravstveno in pokojninsko reformo. V preteklih letih je bila vsaka slovenska občina deležna pomoči iz evropskih skladov. Evroposlanec je prepričan tudi v to, da večina ljudi še danes podpira slovensko članstvo v Evropski uniji in jo vidi kot dodano vrednost. Trditev smo preverili na mariborskih ulicah. To, da imamo evro, je pravzaprav zelo velika prednost, več ni te menjave denarja, smo v Schengenu, ni več mej, za nas, ki mogoče malo več potujemo, je to tak na prvi oč prednost velika. Z mojega vidika, če gledamo kot vidika nekoga, ki se še izobražuje, ki je bodoči študent, smo zagotovo pridobili z možnostjo izmenjav preko Erasmusa in v tem stilu. Vsi smo pridobili v bistvu dobro evro, smo bili malo žalostni na začetku, ampak zdaj smo se navadili, krasno je, ena valuta v celi Evropi, lahko potujemo levo, desno. Edino morda zdaj nas malo skrbi zaradi teh mej, ki se počasi zapirajo in tega si ne bi želeli. Danes je svet takšni, da mora biti bolj povezan in skupno da se dosti več narediti. In gospodarsko, Slovenija ne bi napredovala v gospodarstvu, če ne bi Evropa napredovala. Pa vsem o komunikacijah z Evropo, z svetom, možnosti naših ljudi za poslovanje zunaj. Danes je to skoraj nujno, da si del Evrope. Biti izoliran v Evropi, mislim, da je povsem zgrešena zgodba. Zaradi tega, tudi zaradi monetarne unije, sigurno bi bila naša kriza še veliko hujša, kot je bila. Starosta slovenske politike, dr. France Bučar, je nekoč izjavil, da človek ne more živeti sam, pa tudi država ne. Nova Evropa ni le političen ali gospodarski pojem, je nov pogled na svet. Pri tem pa je poudaril, da Slovenija z vstopom v unijo nikakor ne sme izgubiti nacionalne identitete.